No. Pozdravljeni nazaj na najnem YouTube kanalu The Swig Tech TV. Sva Andraž in Davor. Živijo. In danes imamo za vas pripravljeno eno zelo zanimivo tematiko, ki bo v bistvu na nek način nadaljevanje najnega zadnjega videa, ki ga imate, mislim, da na vrhu, tukaj. Tako je. Si ga pogledajte, priporočava. In sicer čas je, da skupaj ugriznemo v eno zelo kislo jabolko, ki se mu reče teorije zarot glede 5G tehnologije. Ojoj. A si kaj živčen, Davor? Ja, mečkaj. Jaz tudi. Okej, preden začnemo, samo nekaj opomb. Prvič, jaz in Davor, midva nisva znanstvenika, nisva strokovnjaka na področju 5G tehnologije, midva sva, kakor ste verjetno do zdaj že ugotovili, tehnološka entuziasta, ki se zanimava za to in res narediva eno poglobljeno analizo vsega, o čemer govoriva z vami, in potem je v bistvu na vas, da to bodi se sprejmete, bodi si zavrnete, ampak imate pa neke informacije. In druga stvar, glede 5G tehnologije je stvar takšna, da je to še zmeraj precej v povojih, infrastruktura se šele vzpostavlja, ni še nekaj veliko raziskav na tem področju, zato ne izključujeva možnosti, da bo znanost v prihodnosti odkrila mogoče stranske učinke te tehnologije, ki nam danes še niso znane. In tega ne zanikava, obstaja možnost, seveda. Ampak so pa določene stvari, določena dejstva glede same narave 5G tehnologije, ki so znanstveno preverljiva že danes. In ta so nesporna in o teh v bistvu bova nekako govorila danes. Ampak lik zaradi tega, ker je to neka taka zelo specifična tematika, ki jo hočeva že zelo dolgo časa obravnavati, sva se odločila, da bova pač z vami odprla to debato glede teorij zarot o 5G-ju. Zato priporočam, da date na glavo aluminijaste folije, oziroma aluminijasto kapo in se nama pridružite na tej zanimivi ekskurziji o teorijah zarote. Tako je, ja. Zdaj, najprej, če naštejeva 3 mogoče trenutno najpogostejše teorije zarot, ki so povezane s 5G. Prva je taka zdaj zelo aktualna, prav pa tako, da je karantena zato, ker se postavlja veliko število baz za 5G, da bi korporacije lahko kontrolirale ljudi in da bi ljudje pol ratali dovzetni za različne bolezni. Sliši se grozno. Ja. Druga teorija je pač, da sevanje omrežja 5G, da je toliko močno, da lahko spraži ljudi in pa celo ubija ostala živa bitja. Tako da tudi to vse so take kar strašne. In pa seveda najbolj aktualna je pa sploh ta, da je 5G vzrok za novi koronavirus oziroma COVID-19. To je pa pač... Povsod slišiva te dni. Povsod je slišati to. Tako da ja, pač tista prva teorija, katero sem omenil, je sigurno najbolj zanimiva, mislim, da prav pa tako malo bolj podrobno, da ne bi operaterji, ustanove, kot so vlada in različne korporacije, ki naj bi stale za operaterji in finančno podpirale, s postavljanjem velikega števila baznih postaj, hotela mesta spremeniti v mikrovalovko, ki bi s svojim elektromagnetnim delovanjem in elektromagnetnimi valovi od 5G spražila ljudi. Ali pa vsaj v veliki meri naredila dovzetna za okužbo, pa razne nove bolezni, kot je pač z tem COVID-19, pa kakšnim rakavimi obolenji.
ker je pa trenutno večina ljudi doma, pa pač najlažje to delajo zdaj na skrivaj, ker smo vsi doma. Ne sme biti protestov in bi bili kaznovani, če so protesti proti temu. Popoln načrt. Popoln načrt, ja. Zdaj tako je, 5G naj bi tudi zaradi uporabe krajših milimetrskih frekvenc, ki imajo zaradi tega tudi večjo energijo, naj bi škodoval s svojim sevanjem drugim živim bitjem. Tako da pa je že povzročil številne pomore čebel, ptic, pa tudi kot takšnih rastlin in tako naprej. Sliši se resno? Ja. Zdaj, glede COVID-a, verjetno je pa to najbolj znana teorija ta, da v bistvu nekateri ljudje že imajo vbrizgane čipe, ki so jih dobili z raznimi cepivi, sploh mogoče kakšen proti gripi. In so se zdaj te čipi aktivirali z aktivacijo 5G. To je pa zato, ker v bistvu COVID je trenutno najbolj razširjen kao na Kitajskem, v Ameriki, tam, kjer je največ 5G baznih postaj in tam, kjer je 5G že najbolj razširjen. Tako da tudi to je neka zanimiva teorija. Kar je pa še dodano v tej teoriji, je pa to, da tisti, ki teh čipov še nimamo, da zdaj, ko naj bi bil cepivo za novi koronavirus nujno, ker bi se nujno treba cepiti proti koronavirusu, bi s tem cepivom dobili čipe vsi ostali še in tako bi v bistvu vlade, velike korporacije nadzorovale naš vsak korak in delale z nami praktično kar hočejo in imele vse naše podatke. Zdaj ta zadnja teorija so ugotovili, da je za to teorijo stoji skupina ruskih antivakserjev, ki pač hočejo širiti strah pred cepivi in pač nočejo, da se folk cepi. Tako da tukaj je pač že nekaj, kdo je v ozadju za to teorijo, za ostale bova pa zdaj še naprej razložila Andraž. Ja, hvala. Mogoče bi samo še nekaj dodal pri tebi, Davor, da je zelo zanimivo to, da se je virus najprej pojavil v Wuhanu, pa čeprav je Wuhan dobil prve 5G bazne postaje celih 8 mesecev kasneje, kakor so se recimo pojavile v Ameriki ali pa v Evropi, recimo zanimivo. Ali pa recimo, da je najhujše žarišče v Italiji, čeprav Italija sploh nima toliko 5G baznih postaj. Ampak pusta zaenkrat to. Pojdiva dalje. Namreč, kar sem jaz hotel v nadaljevanju povedati, je to, da dejansko so bile v preteklosti že izvedene marsikatere raziskave na tematiko, ali signali telefonski povzročajo rakava obolenja, a je tukaj neka vzročna zveza? In ne. Kratek odgovor je ne, ni nobene vzročne zveze bilo najdene med tem, da bi bila neka korelacija. In v bistvu, odkje sploh pride ta ideja? Prišla naj bi s tem, da je organizacija IARC, International Agency for Research on Cancer, to se pravi Mednarodna agencija za raziskave raka, naj bi uvrstila 5G tehnologijo na svoj seznam potencialno rakotvornih za ljudi. Kar se, verjetno se zelo grozno. Ja, grozno je. Grozno se sliši. Dokler človek ne ugotovi, da pač na ta seznam ta agencija daje še marsikatero drugo stvar. Recimo druge gospodinjske aparate, ki jih pač najdete pri sebi, kot so recimo kavomati, mešalniki, pečice, digitalne stenske ure in celo živila, ki jih jeste. Wow, what? Naprimer, banane, pa vložene kisle kumarice, kava, čaj. Tako da, če slučajno zdaj, ko naj ogledate, kaj od tega jeste, dober tek, upam, da niste izpostavljeni nevarnosti, ker pač je potencialno rakotvorno, samo poveva.
Dober tek z moje strani. Ja, tako da vzemite to z malo rezerve, ta seznam. Pač tukaj je res vse gor. Kar pa se tiče glede pomora ptic in čebel, kar se je zgodilo v Belgiji, če se ne motim, je pa bilo tako, da se je na koncu izkazalo, da so ti ptiči pomrli zato, ker so uživali kemično zastrupljene rastline. Kemično. In v bistvu 5G postaje so pač bile tam montirane, pač nahajali so se na tistem območju in to je bilo to. Ni bilo pa nikjer nobene povezave in pač ni prišlo do pomora zaradi 5G baznih postaj. No, naprej pa, kar se tiče 5G pa sevanja, zdaj, čeprav vsi mogoče oziroma večina ljudi predstavlja bazne postaje 5G kot odprto jedro reaktorja v Černobilu, sploh verjetno veste, o čem govorim, če ste gledali serijo. In čeprav deluje pač 5G na občutno višji frekvenci kot Wi-Fi ali pa 4G, bi moralo biti njegovo sevanje še vse bistveno više, da bi lahko postalo ionizirajoče sevanje. Prav sem povedal. To sevanje bi lahko iz atomov izbil elektrone, pa s tem povzročil škodo na molekularni ravni organizmov. Koliko više pa bi to sevanje moglo biti? No, če je pač potencial 5G-a, da doseže frekvence tudi do 300 GHz, bi moral za kriterij ionizajočega sevanja doseči 1 000 000 GHz. Tako da, majčkeno mu še manjka do tja, tako majčkeno, ampak mogoče kdaj pridemo do tja. Mogoče. Zdaj, za konec pa še tudi sama ideja, da bi sploh svrli možgane celotni populaciji, ima neki pač nesmislov. Zdaj, telekomunikacijskim podjetjem se takšno ravnanje verjetno ne bi sploh splačalo, ker če bi to prišlo na kakšne postopke na sodišču, da bi bilo neke tožbe in dokazi, bi mogli ogromne vsote plačati. Astronomske. Ja, tako da že od tega bi bile zelo, zelo velike odškodnine. Zdaj drugič, pač podjetja 5G zelo težko prodajala potrošnikom, če bi bili mrtvi in bi vedeli, da je pač to zelo nevarna tehnologija, pa bi vplivala na hitrejšo smrt, ker pač za razliko od grobarjev in mrtvašnic potrebujejo žive stranke. Recimo, ja. Recimo. Naj še jaz dodam tretji razlog. Masovno pobijanje ljudi z elektromagnetnim sevanjem je izjemno, izjemno težko opravilo. In če nama ne verjamete, lahko vprašate Japonce. Ker Japonci so se, to se pravi v okviru druge svetovne vojne, poglobljeno ukvarjali z raznimi raziskavami elektromagnetnega orožja, to se pravi, kako ubiti sovražnika s pomočjo tega orožja. In v ta namen so v bistvu, če tako čisto posplošimo, so v neko zelo majhno ozko kletko zaprli zajca in ga 10 minut bombardirali iz vseh smeri z ogromnimi, povečanimi, modificiranimi antenami. Ampak to je bila majhna kletka. Izjemno majhna, zajec ni mogel pobegati nikamor in dejansko po 10 minutah praženja so ga dokončno ubili. Ampak to je res zelo, zelo specifična okoliščina, ki jo ti nekako ne moreš kar tako ustvariti. Tako da počivaj v miru tisti zajec in vsa ostala živa bitja, zaradi vas danes vemo več o elektromagnetnem sevanju. In še četrtič, da nekako zaokrožva s to teorijo, ko je ta primerjava recimo s temi mikrovalovkami, zelo radi vsi to ponavljajo. Mikrovalovke pač delujejo na principu, da s pomočjo mikrovalov dovolj zvibrirajo molekule vode v hrani, s tem se ustvari toplota in ta toplota skuha, speče vašo hrano, ki jo pač ji date noter, zato da imate okusen obrok. Ampak da se to zgodi, morata biti izpolnjena 2 kriterija.
Prvič je moč. In sicer ta moč mora biti prisotna nepretrgoma, mikrovalovki, in ona recimo proizvede tam 500 do 1000 vatov v zelo omejenem zaprtem prostoru. Telefoni, recimo, ki jih pač uporabljate vsak dan, pa vdajajo recimo samo po par vatov in še to v zelo kratkih intervalih. Ja, kratko se poveže. Tako. In da bi to lahko dosegli v velikih odprtih mestih, kjer se pač ljudje prosto gibajo, kjer 5G signal že sam zelo težko predre trde objekte, Tako ker je, se ja. zdavre Že povedala v prejšnjem videu. Ja. Ja, tako. Že to samo po sebi vam verjetno daje videti, da bi bilo to praktično iz znanstvenega vidika nemogoče doseči. Zelo težko. Ja. Zdaj spet po vsem tem ne trdiva, da pred masovno postavitvijo 5G omrežja ne bi bilo treba še več globokih raziskav narediti, kako 5G vpliva na nas, na naše zdravje. Zdaj tisti telefoni, ki imajo 5G, imajo večjo SAR vrednost, ampak še zmeraj nenevarno SAR vrednost za človeka. So testirane, ker pač so vse močnejše antene, to sigurno. Tako da zdaj, kar hočem povedati, je samo to, da zaenkrat nam bi 5G škodoval na način, ki ga pa zaenkrat še pač ne poznamo. Tako da mogoče bi te raziskave v prihodnosti pokazale, kakšne dodatne slabe učinke ima lahko 5G za nas. Zdaj, čeprav je to teoretično mogoče, je praktično malo verjetno, ampak bomo videli v prihodnosti. Tako. To je zaenkrat to o tehnologiji 5G in o teorijah zarote iz najine strani. Upava, da ste uživali v videu, da ste se naučili kaj novega. Če vam je bil video všeč, ga dajte lajkati, se subscribajte, pa dajte naju followati na Instagramu, pa lajkati na Facebooku. Pa še to. Povejte nam spodaj v komentarjih, kaj si vi mislite o vsej tej debati glede teorije zarot. A je to nekaj, kar vi resno jemljete, mislite, da bi lahko nekaj bilo na tem? Ali mislite, da je vse skupaj bolj nek hokus pokus, nekaj, kar bi mogli malo tako stran, pa nima neke veze v realnem svetu. Tako da, dajte nam zaupati, da odpremo neko iskreno debato glede tega. Pa hvala za ogled. Ja. Zdaj ostanite zaenkrat še doma, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau.